Dragi obiskovalci, hvala lepa za kratek odmor. Dobro ste si držali našega zastavljenega časa, zelo smo produktivni. Zdaj pa vas vabim iz trdnih tal v oblake. Seveda metaforično, kajti z nami je Rok Lenardič, direktor razvoja pri Špici, ki nam bo predstavil rešitev za kontrolo pristopa in registracijo delovnega časa, ki je drugje kot v oblaku. Malo prenisko zame. Dober dan, dobro jutro. Moje ime je Rok Lenardič, kot si veste rekla, sem vodja razvoja na Špici. Jaz vas bom probal pripeljati iz prvih 30 let, ki jih praznujemo. Veliko od vas pozna naš sistem Time and Space, ki živite z njim. Jaz bi vas pa zdaj popeljal mogoče v naslednjih 30 let, ki jih bomo mogli tudi prebroditi, za katere imamo velike ideje, ki so temeljijo na Azurevem oziroma Azurevem oblaku. To je tudi eden od razlogov, zakaj smo danes tukaj nastopamo skupaj z Microsoftom. Pa če na hitro mogoče, za Špico Cloud oziroma oblak niti ni nič novega. Naša rešitev MyHours je že več kot 10 let prisotna in največ strank imamo prav v Ameriki, ki se največ ukvarjajo z tem time trackingom po projektih. Potem imamo tukaj tudi AllHours, ki tudi že več kot 8 let orje ledino na evidenci delovnega časa v oblaku. Tako da te stvari za nas niso nove. Novo pa je to, da jih zdaj povezujemo nazaj v eno suito, ki pač rečemo spet Time and Space. Time, na eni strani imamo evidenco delovnega časa, na drugi strani imamo kontrolo pristopa Space in pa tukaj imamo še tretji steber MyHours, ki je pa razporejanje časa, ki ste ga prebili v službi. Se pravi, tukaj govorimo o učinkovitosti, ne samo, da ste vi 7 ur pa 15 minut v službi, ampak tudi kaj ste tistih 7 ur pa 15 minut delali, zato da so lahko nadrejeni menedžerji in pa seveda lastniki podjetja pravilno odločajo, kako upravljati s podjetjem. Naša oblačna zgodba je zasnovana na Azurju, na Azurju, Microsoftovem. Kot zanimivost vam povem, nedavno smo dali narediti, v bistvu smo plačali eno zunanjo firmo, da nam naredi penetration testing na Door Cloudu, to je naša oblačna rešitev za kontrolo pristopa. Kaj to pomeni? V bistvu mi zunanjo entiteto, firmo plačamo za to, da nam probajo vdreti v sistem, nam ga probajo zlorabiti in ukrasti podatke. Tukaj se je pokazalo, tudi nas je prijetno presenetilo to, da Azure kot platforma, oblačna platforma, na kateri tečejo naše storitve, že zelo dobro skrbi za to, da ti zunanji napadi ne pridejo do jedra. Se pravi, da kakšni kitajski hekerji, ki z brute force napadi hočejo ukrasti naše podatke, hočejo zlorabiti platformo, Azure že poskrbi za to, da ste vi v oblaku varni, kar je dosti pomembna zgodba za prehod v oblak. AllHours oziroma AllHours Pro, kot ga je predstavil Blaž Bregar, je prva rešitev, ravnokar smo releasali novo verzijo, ki ji rečemo zdaj AllHours Pro in služi registraciji delovnega časa in upravljanju s časom v oblaku. Medtem, ko je Time and Space mogoče poznate kot zelo enterprise orodje, je bil AllHours na drugi strani targetiran za zelo majhna podjetja. Temu zdaj ni več tako za novo verzijo, ki je bistveno naprednejša in pa se mogoče tudi ukvarja bistveno bolj z temi naprednimi koncepti upravljanja s časom, ki se vrtijo okoli, recimo temu rečejo včasih management by exception, se pravi, da se ne rabi kadrovski oddelek na koncu meseca ukvarjati z čisto vsemi zaposlenimi, pa z čisto vsemi izjemami, ki se tičejo posameznega zaposlenega, z manjkajočimi podatki, ampak da se te stvari prenesejo na vodje oddelkov in na tudi same zaposlene. Se pravi, da že kot zaposleni jaz vem, da meni manjka nek podatek v evidenci delovnega časa in pa recimo moj nadrejeni tudi to vidi, da sem prepozno prišel v službo ali da sem manjkal, da sem odsoten in da se te zadeve probajo na dnevnem nivoju reševati, še preden pride do konca meseca in mora potem boga kadrovska poskrbeti za tisoče manjkajočih podatkov. Potem je tukaj fleksibilna registracija, če hočemo, da so naši zaposleni učinkoviti, in moramo to pač nekako tudi opolnomočiti, kot je rekla Barbara zjutraj, z mobilnimi napravami to zmeri večkrat tudi dobro opravljamo, tako da se lahko registrirajo na terenu, se lahko registrirajo delo od doma, lahko beležijo dodatne podatke, ki so pomembni, kakšen job costing in podobno.
Potem imamo tukaj seveda prisotnost, pač osnovna funkcija enega sistema za evidenco delovnega časa. In pa predvsem res je važno to, da se fokusiramo okoli tega mobile first pristopa. V primeru Time and Space kot enterprise rešitve, ki je za 4 zidovi posamezne stranke, zelo velikokrat naletimo na težavo, kako ta sistem odprt naven. Pač neki data center pri stranki ima firewall, zaprtje, ima neke security koncepte in je stvari naven odpirati včasih zelo, zelo težko. Z cloudom se tega čisto rešimo in pol na koncu imam še en dober quote od Gartnerja pripravljen, da nam ti data centri včasih nas zelo bremzajo pri tem opolnomočenosti ekipe. Prek dashboardov probamo narediti sistem zelo user-friendly, ne glede na to, kdo dejansko naš sistem za evidenco delovnega časa uporablja. Včasih ste ga uporabljali samo v kadrovski, zdaj ga uporabljamo praktično vsi. Se pravi, vodje oddelkov in tudi posamezni zaposleni, ravno zaradi tega, da se sproti ugotavljajo neke neskladnosti, odpravljajo, da imamo na koncu meseca ta prave podatke za plačo ali pa pač samo zato, da firma normalno posluje, da vsak oddelek normalno posluje. Tako da prek teh dashboardov probamo narediti sistem zelo user-friendly. Potem imamo pa tukaj še DoorCloud. Na začetku sem mogoče malo pozabil omeniti našo 30-letno zgodovino. Špica je bila že od samega začetka zelo razvojno naravnano podjetje in tudi danes temu ni nič drugače. Danes štejemo v razvoju že 30 članov, tako da zelo veliko vlagamo v razvoj tako ne samo softvera, ampak tudi hardvera, ki je mogoče v primeru kontrole pristopa malo bolj intenziven. Sistem za kontrolo pristopa oziroma space del v Time and Spaceu je sistem, ki je na eni strani mission critical, po drugi strani pa želimo, da je čim bolj neopazen oziroma seamless, ne poznam dobrega prevoda za seamless, se pravi, da nas čim manj ovira pri prehodu, pri gibanju, po drugi strani pa security managerjem omogoča, da dejansko imajo nadzor na to, kdo je kje lahko, kje ne sme biti, tudi zaradi ISO standardov in podobnega. Tako da je spet ta mobile first approach, ki ga omenjamo in na Timeu in na Spaceu, zelo, zelo pomemben, ker telefon imamo zmeraj s sabo, tako da mi kot navadni uporabniki lahko prehajamo čez vrata, tudi če smo kartico pozabili, do tega, da security manager dobi neke notifikatione za potencialne vdore, za potencialne neskladnosti, če se je kje kakšen alarm zgodil. Tukaj naj omenim tudi, da se je ekipa razvojna zelo potrudila, da so ti naši krmilniki plod lastnega razvoja skladni z raznimi certifikati. Tukaj ni samo Microsoft Azure, ki je seveda pomemben pri oblaku, ampak tudi razni CE certifikati, FCC certifikati in podobno, ki jih moraš pridobiti zato, da lahko hardware sploh proizvajaš oziroma ga lahko vgrajuješ pri strankah. Pohvalil se bom tudi, da zelo veliko se govori o IoT-u danes, čeprav je velikokrat to samo še v teoriji. Do konca leta bomo imeli v produkciji dejansko že več kot 100 naprav, ki prek IoT protokola so povezane v realnem času, v cloud, tam delujejo, so sposobne to delati na varen način, 24 ur na dan, v realnem času in pa tudi se spopadati z raznimi izjemami, kot so offline situacije, firmware, over the air upgrade in podobno. Tako da ta IoT, kakor je catchy phrase, je na eni strani zelo veliko teorije, mi bi se lahko pohvalili, da imamo to zadevo zdaj tudi že v praksi speljano. Tako recimo izgleda DoorCloud, nek dashboard, spet se poskusamo zadevo narediti čim bolj user-friendly, sodobni vmesniki in pa dashboardi, ki tistemu, ki se logira noter, dejansko omogoča vpogled v tisto, kar ga zanima že na prvi strani, brez da je treba iti čez več sistemov, ekranov in tako. Zdaj pa na koncu še, ker je rdeča nit danes učinkovitost. O učinkoviti infrastrukturi, zdaj zakaj sploh bi vi šli v oblak. Malo sem že omenil, da je to bolj varno, recimo penetration testing, da so mi imamo security kot nek prvo paradigmo, ki jo imamo v mislih, karkoli oblikujemo je, a bo zadeva držala vodo s security stališča. Če primerjam recimo, naš produktni direktor Andrija je imel nedavno na Infosecu eno prezentacijo, kjer je govoril razlike v oblaku pa na tleh, se pravi govorimo on-premise sistemih, ki so v vaših data centrih
in pa kakšne so določene razlike, ko pridemo v oblak. Če imate on-premise, avtomatsko to zahteva malo več IT-ja, neko ekipo zadaj, ki jo imate, v oblaku bo zahtevali to manj IT-ja, zaradi tega, ker ne bojo rabili skrbeti, da so ti sistemi secure, da so online, to poskrbimo mi. Potem je tu informacijska varnost. Če imate vi svoj data center, morate čez vse revizije ISO standardov in pa pač karkoli se od vas zahteva, mora to delati vaša interna IT ekipa, medtem ko v primeru, da imate v cloudu pri nas, zato skrbimo Azure, se pravi kot provider platforme in pa mi kot proizvajalec, zaradi tega, ker se držimo dobrih praks razvoja, ker damo vsake toliko časa penetration testing narediti, kot je treba, in ker res, ko delamo oblačne storitve, se zelo trudimo, da je varnost v prvem planu. Omenil sem, da je včasih za 4 stenami imamo težave odpirati sisteme na ven, opolnomočiti ekipe, da bo imele dostop do podatkov, ker so tukaj firewalli, VPN in podobno. V cloudu je security by design in se s temi stvarmi ne ukvarjamo. Normalno je, da imamo v Google Playu aplikacijo špicino, ki jo lahko kdorkoli naloži in se ne bomo spraševali, a je to bring your own device, pa nočem dati poslovne aplikacije gor. Mi hočemo take aplikacije narediti, da bojo ljudje želeli tudi na svoj privat telefon dati aplikacijo, ker jim bo to olajšalo. Ne zaradi tega, ker bo delodajalec rekel, da dajte si naložiti to aplikacijo, da vas bomo mi lahko sledili, oziroma gledamo to drugače. Dajmo narediti take aplikacije, da si bojo ljudje želeli inštalirati to aplikacijo od špice, ki je povezana seveda z njihovim delovnim časom, da si bojo stvari olajšali, ali se bojo lažje odpirali vrata, ali da se bojo lažje registrirali in tako dalje. Tako da ta omejena dostopnost potem gre v cloudu v neko opolnomočeno ekipo. Težko do zagotavljanja varnosti, tukaj je veliko truda, ki ga zdaj vlagamo mi, ga ne rabite vi, in pa potem so na koncu še integracije, ki so zmeraj bolj pomembne. Blaž je rekel, da imajo vsaj 5 sistemov, s katerim mora biti naš time and space oziroma all hours pointegriran, tako da v cloudu se spet zelo trudimo, da so te API oziroma programski vmesniki, da so standardizirani, da so naše aplikacije zelo enostavne, da se povezujejo z ostalimi, kar bistveno pomaga pri učinkovitosti potem celotne ekipe, celotnega IT sistema, ki ga ena firma ima. In pa na koncu še ta kvot, ki sem ga najdel par dni nazaj na Forbes strani, Gartner je rekel, da so v bistvu ti legacy data centri na nek način inhibitor napredka oziroma digitalizacije, ker nas zelo velikokrat omejujejo pri tej dostopnosti podatkov, in če hočete opolnomočiti ekipe, če hočete, da so učinkovite, je transparentnost podatkov ena od nekih osnovnih konceptov, ki jih morate slediti. Jaz sem sicer imel 20 minut, tako da ne vem, koliko sem hiter, po mojem sem še hitrejši, tako da mogoče zdaj čas še za kakšno vprašanje, ali pa vem, bo Vesna povedala. Imate kakšno vprašanje? Rok, preveč si jim dal misliti. Boste pa potem vprašali, ne? Hvala lepa. En aplavz za Roka. Digitalna prihodnost je torej očitno v oblakih, ampak takih malce bolj otipljivih oblakih, da smo si na jasnem, kajti če ste pri špici, potem je vedno vse jasno in varno. Zdaj pa za konec še zelo zanimiva okrogla miza, namreč z nami so ljudje, ki vam bodo predstavili primere dobre prakse in svoje konkretne izkušnje, in sicer iz res odličnih in uspešnih slovenskih podjetij. Najprej vabim na oder Toneta Stanovnika, potem pa gospoda Štefana Pavlinjeka, direktorja podjetja Roto, ki je iz obrtne delavnice zraslo v mednarodno podjetje. Z nami je tudi Sabina Sobočan, direktorica podjetja Varis, katerih čudovite kopalnice krasijo hotele najbolj priznanih svetovnih verig. Zagotovo poznate tudi Mateja Košmrlja, direktorja podjetja Europlus d.o.o., kjer pravijo, da se poleg v odlični programski opremi njihova moč skriva tudi v dobri ekipi. In v klepet o produktivnosti in 5 korakih, kako jo povečati, pa jih bo popeljal izvršni direktor Kluba slovenskih podjetnikov Goran Novkovič. Pa prisluhnimo. Hvala lepa, Vesna, za besedo. Lep pozdrav vsem mojim gostom.
Predlagam, da damo najprej našemu pravemu gostu besedo, malo se bom pohecal, namreč tako Tone kot Štefan kot Sabina so člani SBC, jaz prihajam z SBC, edin Mitja še ni član SBC, tako da Sabina, če se strinjaš, bomo njemu dali besedo. Pa za začetek ena anekdota, ko sem gledal vsa ta predavanja, sem se spomnil, ko sem bil pred leti na seminarju za Svetovne agencije za tiskane medije v Londonu, poleg Bank Streeta je bilo to. Ker sem bil urednik brezplačnika, sem vedno šel v metro pogledat, kako brezplačniki funkcionirajo v velikih mestih in takrat sem videl veliko razliko med finančniki in novinarji. Šel sem ob 8:30 v metro na Bank Streetu in sem se znašel, kot da sem v času Orwell 84. V gosjem redu finančniki 15 do 9 vsi v službo. V 9:05 je bil metro prazen. Potem ni bilo nikogar, malo po 5 uri so bili vsi na pijači na drugi strani kanala. Naslednji dan pridem na seminar novinarski, približno ob 10 uri in glavni govornik reče, 2/3 vas je tukaj, to je že v redu. Kakor popolnoma drug način razmišlja. Danes bom tukaj sejal dvome, zaradi tega, ker imamo med sogovorniki odlične posameznike, ki mi bi te dvome odpravili, to sem siguren. Tako da bi z Matejem s tabo začel. Matej, vi se ukvarjate z produktivnostjo kar nekaj časa, že ste eden uspešnejših, ampak zanimivo mi je bilo to, da ste posebej opozorili, da ne gre samo za proizvodnjo, ne gre niti samo za storitve, ampak merite produktivnost tudi pri razvojnikih. Kako to počnete? Lepo pozdravljeni vsi. Kar se nas tiče, jaz bi tako rekel, merjenje časa ali pa kam vlagamo delo je pri high-tech podjetjih ali pa podjetjih storitvenih oziroma podjetjih, ki baziramo na človeškem znanju, zame še toliko bolj pomembno. Mi nimamo strojev, mi imamo pač zaposlene ljudi, njihove možgane in to moramo čim bolj izkoristiti. In mi pač v razvoju spremljamo, kam se vlaga čas, že vsaj 15 let. Tako da vsi naši razvojniki morajo nekako na uro natančno, pol ure natančno, vsak dan, vsaj 6 ur imeti zabeleženih. Zdaj mi ne beležimo to, da bi kontrolirali, koliko so oni na WC-ju, pa na malci, pa na kofetu. To vsi vemo, da vsi rabimo, moramo biti sproščeni, sploh če možgani delajo, ampak nas pa zanima, kje zdaj vlagamo, v katere produkte vlagamo, katere nove produkte, katere, ne vem, ali v razvoj, ali v odpravljanje napak, ali v neko interno inoviranje. Tako da ta čas beležimo res že dolg časa v razvoju in pač potem delamo analize, vsaj najmanj enkrat na leto, da vidimo, a gremo v pravo smer, a ne, kje se nam zgublja čas, koga porabimo za interno usklajevanje in tako naprej. Če dobro razumem, ne merite, kako porabijo čas, ampak koliko časa izgubijo. Ne, jaz bi rekel, merimo oboje v bistvu, oboje nas zanima. Zanima nas, po katerih strankah, projektih, produktih porabljamo čas, tako da vidimo konec koncev, če smo projekt naven zaračunali, a smo zaračunali dovolj. Hkrati pa pogledamo tudi interno, kam naše vire vlagamo, pač, a jih vlagamo v ta prava mesta ali jih ne. Zanimivo mi je bilo v vašem primeru to, da pri razvojnikih ste že nekaj časa takšni, da merite čas, pri projektih pa niste, ste pa to šele zdaj začeli. Kaj je razlog oziroma kako to počnete tam? Ja, pri nas je tako, mi delamo produkt, software za označevanje, tiskanje črtnih kod, to delamo že več kot 20 let. In smo zrastali iz produktne firme, ta produkt izvažamo in smo tam že kar imamo zelo tak agilen, urejen razvoj. Zdaj, projekti so pa neki drug pristop, se ga pa gremo mogoče bolj intenzivno zadnjih 5 let, ki pa tudi skozi bolj raste. In tako bom rekel, čeprav tam smo tudi štartali malo z merjenjem, pa merimo, kam se del vlaga, ampak nismo nikoli
tako resno gledali podatke, analizirali, tam pa je bistvo. A ne. Zdaj samo merjenje, pa da imamo mi ljudi poštempljane, ok, zdaj, ne vem, to ni to. A ne. Bolj je pomemben, kaj naredimo s tem podatki, kako jih to uporabimo in tle lahko rečem, da če razvoj produkta dobra praksa, so bili projekti še do nedavnega slaba. A ne. Sploh v zadnjem letos smo to malo bolj aktivno začeli gledati. A ne. Jaz vidim, tam ljudje so popoldne, še v 5-6 pisarne polne, vsi imajo dela ogromen. A ne. Gledaš prihodke strani projektov, pa ne grejo toliko gor, a ne, kot so ljudje obremenjeni. Vidiš, da še za kavo imajo komaj čas, nekaj narobe. A ne. In tukaj nam je analiza letos sploh dala vedeti, da kje pa mi izgubljamo, za napačne stranke delamo ali delamo napačne stvari. A ne. In lahko rečem, da ne vem, bistvo je to ne, da gledaš, koliko ljudi delajo, ampak ali delajo ta prave zadeve. In zdaj s tem znanjem, lahko rečem, zelo v zadnjih 3 mesecih smo produktivnost dvignili za 50%. Z istim številom ljudi, z istim številom vložka, a ne, ampak za fakturiranega je pa 50% več. Se pravi, to smo pa lahko tudi naredili na podlagi tega, da smo videli, kaj pa sploh delamo, a ne, pa katere napačne stvari delamo. Delamo prave stvari. Hvala, Matej. Sabina, vi delate v panogah, panogi gradbeništva, ko sem jaz delal v hiši, sem zgubil živce. Nekaj je bilo narejeno hitreje, večina je bilo kasneje. Gradbeništvo je panoga, ki je zelo volatilna. In naročila so seveda zelo oscilacijska, bom rekel. Ne. Kako pri vas uporabljate digitalizacijo, vse mehanizme merjanja časa produktivnosti za to, da čim bolje to uravnotežite oziroma da imate čim manj težav z motilnimi elementi? Lep pozdrav tudi z moje strani in zahvala gospodu Tonetu, da me je povabil k okrogli mizi. Ja, kot si rekel, delamo v gradbeništvu, ne? Mi proizvajamo gotove kopalnice. Vsak med vami je najverjetneje že kaj gradil, če ne sam je sigurno sodeloval oziroma videl, kako se ena zgradba, hiša, blok zgradi in dejansko naša kopalnica je samo en del, en mali segment. Res pa je, da v sami kopalnici pa vemo, da se obrne ogromno raznih obrtniških del, od keramičarjev, pleskarjev, električarjev, monterjev, vodoinštalaterjev, lahko bi naštevala nekje približno 12 različnih obrtniških del. In namesto ta dela, da se naredijo na objektu oziroma na gradbišču, mi naredimo te kopalnice v proizvodnji in jih potem gotove dostavimo na samo gradbišče in jih potem pripeljemo, priklopimo na vodo, na elektriko in dejansko lahko naša kopalnica uporabljamo. In kot si rekel, zadnja 3 leta se dogaja to, da v preteklosti je to bilo vse samoumevno, si podpisal, si poslal, dobil si povpraševanje, dal si ponudbo, si se dogovoril za ceno, podpisal si pogodbo, tam si se zmenil za določen terminski plan in tisti terminski plan je 80% držal. Zadnjih 3 leta pa je vse obrnjeno na glavo. Dogaja se nam, da nas že 1 leto vnaprej pokličejo, damo ponudbo, zmenimo se za ceno in dejansko tudi dogovorimo za terminski plan, ki pa ne drži. Drži 30-40%. Ne? Na podlagi, mi smo v zadnjih 3 letih skoraj potrojili naše prihodke, tudi število zaposlenih in tudi v preteklosti smo imeli 5-6 različnih projektov v proizvodnji, zdaj jih imamo okoli 20. In dogaja se, da dejansko ti splaniraš plan, dolgoročni plan proizvodnje, splaniraš tedenski plan, mesečni plan in že pri tedenskem planu se dogajajo spremembe, postavi se vse na glavo. Se pravi, kako to v praksi izgleda, ne? Mi imamo v proizvodnji zaposlenih nekje 200 ljudi, imamo proizvodnjo razdeljeno na 3 faze, betonarno, polfinalizacijo, finalizacijo in pri betonarni mi odlivamo surovce.
na podlagi potrjenih načrtov. Tam poteka vse po planu, delamo jih na zalogo in tu čas je lažje meriti. Mi dejansko še v proizvodnji delamo po normativih, se pravi imamo norma čase in na betonarni to vse normalno funkcionira. Potem pa pridemo na polfinalizacijo in finalizacijo. In kaj se zgodi? Dobimo potrjene načrte, naročimo opremo, oprema zamuja, kupec javi, da želi imeti kopalnice 15. decembra, mi še na primer 11. decembra nimamo opreme, obljubijo nam, da pride 12. ne pride oprema, ne? In dejansko moramo kompleten plan, ki smo si ga zastavili za tisti teden, obrniti na glavo. In mi v tem trenutku merimo še naš čas klasično na papirju. V naslednjem letu pa želimo kompleten proizvodni proces zdigitalizirati, kar se tiče prav spremljanja evidence delovnega časa in učinkovitosti proizvodnih procesov. Zakaj? Zaradi tega, ker smo ugotovili, da glih zaradi teh zadev, da delavec išče, kje je kopalnica, opravlja najprej polaga keramiko, so določene faze, so postopki, ki se bi jih mogel držati, ampak te faze preskakujejo, zato ker lovimo tisti končni skrajni čas. In odločili smo se, da bomo kompletno zadevo zdigitalizirali do takega nivoja, da bo vsaka kopalnica imela črtno kodo in da dejansko delavec več ne bo razmišljal, katero kopalnico mora iti, kaj mora narediti, ampak njegova naloga bo, da se bo samo očital, še opraviti svoje delo in prišel ven, se potegnil in svoje delo bo s tem javil dejansko, da je delo opravljeno. Na ta način bomo pridobili sledeče, da bomo imeli takoj dnevno točne informacije, koliko smo naredili, katere faze so narejene, kateri delavec je koliko naredil, koliko časa smo za to porabili. Potem drugo je, da bomo lažje planirali in dejansko nadzirali, to glih ni dobra beseda, planirali delovno silo oziroma razporeditve delavcev, katere operacije bodo v katerem trenutku morali narediti. Tako da naslednje leto nas čaka kar velik izziv, se že z Špico dogovarjamo o določenih zadevah, tako da verjamem, da bomo naslednje leto dosti bolj produktivni in da bomo res učinkovitost dvignili vsaj za 20–30%. Hvala, Sabina. Štefan, vi ste iz družinskega podjetja postali prava družinska multinacionalka. To seveda za sabo potegne kar precej izzivov pri sledenju, pri nadziranju produktivnosti. Če sem dobro razumel, ko sem se pogovarjala, imate v hiši pravi antibirokratski sistem. Ga lahko malo opišeš? Ja, res. Lep pozdrav vsem skupaj. Sem od podjetja Roto. Sicer bolj poznate pod rezervoarje, čistile naprave. To je en del proizvodnje, drugi del proizvodnje pa so pa izdelki za industrijo, za Ferretti, Pershing, Azimut, za Diamond avione, potem za kmetijske krone, kmetijske stroje. Mi smo pa res na tržišču, na enem delu tržišča, ki praktično samostojno nastopamo s svojimi izdelki, ki tudi formiramo ceno. Na drugem delu smo pa odvisni od globalne cene, ki delamo za podjetja, ki vedno primerjajo našo ceno z neko ceno, ki jo lahko nekje drugje dobi. No, kot je bilo povedano, zato pa, ker je cena fiksna, ker je tudi cena delovne sile danes zrasla, pri nas v 2 letih za 20% in seveda velika konkurenca, da ljudje odhajajo v tujino, je prišel do enega takšnega dela, da moraš pri sebi zelo obračunati, da si sploh konkurenčen, ker vemo, da RVC se zmanjšuje, ker stroški naraščajo in seveda tu, da preživiš na tem globalnem trgu, pa moraš res delati na sistemu, delati tudi na organizaciji. Mi imamo 6 proizvodnih tovarn, Makedonija, Srbija, 2 na Hrvaškem, 2 v Sloveniji, koordinacijo med temi zahteva zelo veliko zgodbo o avtomatizaciji podatkov, veliko zgodbo o vedno obnavljanju stvari in seveda zgodbo o planiranju in seveda tudi potem kontrolnik sistema, če to teče in ta antibirokratski sistem, mi nekako tako ga tudi imenujemo, je tisti, ki nam bo edino omogoča preživeti, da za čim manj stroški, čim krajšimi relacijami, čim večjim nadzorom nad delom, nad stroški dela, nekako lahko na tem globalnem trgu, ki je neusmiljeni, tudi nekako
preživimo. Res je, da je kontroling tudi delovnega časa, kontroling potovanja in seveda kontroling tudi na koncu pri plačilnem sistemu mora biti avtomatizirani in to je zdaj ravno ta faza, ki jo totalno vnašamo, ker mi pri standardnih izdelkih imamo vedno ceno dela pri zaposlenem na komad in seveda tako na koncu dneva lahko vsak na svojem mobitelu pogleda, koliko je zaslužil. To je zelo bistvena spodbojevalna metoda, ker potem tudi pride res do tistega, da živiš kot sam SP od svojega dela. Tako da, kar se tiče sodelovanja z Špico, je že, lahko rečem, 100 let in seveda nadgrajujemo stvari in seveda lepo je imeti partnera, ki ti potem tudi za svojim razvojem sledi, ker tudi mi smo partner podjetij oziroma tovarnam v svetu, lahko rečem, ki nekako prek evropskih projektov lansirajo denar za razvoj in za razvoj se pri nas tudi odvija. Vedno rečem, da Slovenci, teh 2 milijona Slovencev, 4 milijone rok, ni zadosti, da bi Slovenija imela ta standard, kot ga ima zdaj, ampak da treba prodajati inovativnost, inovativne izdelke, seveda na globalnem trgu se seveda pojavljati z tistim, kar drugi ne vejo, oziroma tistim, ki drugi vidijo problem, mi pa rešitve. Tako da danes je bila to predavanje eno od zelo, zelo dobrih spodbojevalnih predavanj, da treba imeti zavesti, da smo dobri. Tudi v Sloveniji Business Centru vidim, da nas je 200 podjetij, ki smo zelo dobri, ampak mogoče premalo znani doma, ampak zadovoljstvo oziroma rezultat tega je gospodarska rast v Sloveniji, ki tudi želim, da ostane in seveda, da ta samozavest naša nekako pride na plan in gremo tudi seveda v prihodnost za tem, da Sloveniji, Slovencem nekako pripravimo lepo življenje. Hvala, Štefan. Tone, ti si strokovnjak na področju produktivnosti. Omenil si na začetku, da imamo težave z dvigom produktivnosti, imamo gospodarsko rast, zaostajamo pa po rasti produktivnosti, tudi dodane vrednosti nezaposlenega. Kljub temu, da smo tako rastli, tega nismo izkoristili za tudi ta del. Kaj je po tvojem mnenju razlog za to? Ja, že če gledamo evidenco delovnega časa, vidimo, da ljudje, ko je srečen direktor je v dvigalu, stanovnik bejš, ne bomo se pri nas štempljali pa že gosali. V bistvu vedno pravijo, za mene je rezultat pomemben, čas me ne zanima. Tako zgleda, kakor da je čisto vseeno, če ljudje pregorijo. Važno, da rezultat dosežeš. Mislim, da se časi menjajo. Slišali smo danes lepo vesno, kakšen val prihaja v Evropi od vodenja evidencije delovnega časa. Če je nekoč to bil inštrument direktorja, ki bo kontroliral zaposlene, se ta zadeva v bistvu zdaj odlično nivelira. Se pravi, zaposleni dobi na svoji strani možnost, da sam ima vpogled v ure in pravzaprav za te ure seveda dobi tudi kvalitetno plačilo. In v bistvu ta balans je zelo pomemben, ker potem zaposleni postanejo, bi rekel, srž podjetja. Ko je rekel Matej, da je njihova firma bazirana na znanju, jaz sem siguren, da vsaj toliko tudi od Simone in tudi od Štefana. Jaz mislim, da pravzaprav vsa podjetja, ne samo proizvodna, ne samo visoka tehnologija, razmišlja, kako bi od prihoda do odhoda čim bolj optimizirali delo, tako da lahko čas skrajšajo, da lahko v bistvu ljudje v krajšem času naredijo ali isti rezultat ali pa še večji. In trije ali pa kar nekaj teh načinov, eden od teh je seveda, da digitalno, bi rekel, transformirajo poslovni model. Jaz sem povedal, kako se to dogaja pri meni v Špici, kjer smo včasih to delali z karticami na terminalu, zdaj to telefon, pa so kartice na steni, jutri nas bo prostor razpoznal.
med nami je Sabina z tem, kako klopalnice delajo. Jaz ne vem, če razumete, ampak Američani pravzaprav v knjigah, ki jih imenujejo Blue Ocean Strategy, BOS temu reče, mogoče jih to že bral, mi imamo tudi en simpatičen način, da z rdeče gremo na modro, ste to opazili, ne? V bistvu Blue Ocean Strategy razlaga, kako iz rdečega krvavega oceana, v katerem se borimo na mednarodnih trgih, najdemo tisto ozko nišo, kjer bomo jutri v kratkem obdobju zaradi monopolske pozicije, ker bomo prvi tam pobrali smetano in še češnjo in jagodo na vrhu. Se pravi, zelo pomembno je, da obrnemo zgodbo in to dovolj zgodaj. Se pravi, da imamo radar uperjen dovolj naprej, ne samo da vidimo te ledene gore, ki so nevarnosti, ampak tudi priložnosti, da so tukaj tudi neki otoki polni, bi rekel, pomembnih, bi rekel, sadežev, če že hočete, ki jih je treba osvojiti, tako da lahko ladjo dovolj hitro obrnemo, če imamo radar daleč naprej usmerjen. Tako da jaz sem zelo vesel, da je med nami nekaj podjetij, ki res nekateri merijo, Sabina je rekla, da še ne merijo delovni čas, seveda ga merijo, oni v bistvu imajo prihod, odhod, službene poti, bolniške. Ona je pravzaprav želela povedati, da še ni se spustila na nivo delovnih nalogov, ampak to planira, zato ker ima za soseda Klingrad. V financah smo, mislim, da tudi Klingrad opisali, a veste, Klingrad pa v Avstriji že Avstrijcem izkaže, koliko so njegovi delavci bili tisti dan zaposleni, ker avstrijska regulativa, bi rekel, zakonska je kar zelo težka, zahtevna. In v bistvu, če to lahko naš ponudnik zgradi že čez ponudbo, namreč v ponudbi imate spet čas. A veste, če vi zbirate čas po delovnih nalogih, je vaša suverenost pri naslednji ponudbi zelo velika. Vi lahko veste, a ste čez rob, a ste pod ceno, a ste nad ceno. Ta moč je zelo pomembna, ko se pogajate z nekimi severnjaki, ki so ponavadi bolj pametni in se grejo, češ, vi od spodaj boste delali, ampak res, če bomo imeli to moč, da lahko ponudbo suvereno naredimo, ker imamo zgodovinske čase zbrane, a ne, tukaj malo prihaja ta artificial intelligence, nam bo, namreč to je zgodovina, iz katere se učimo, ne, nam bo omogočali, da bomo bolj prodorni v svetu. Prosti, če sem bil predolg. Ja. Ne, v redu, ker moramo držati časa, da smo produktivni, imamo še recimo 4 minute, ne, in jaz bi prosil vse samo za zelo kratko izjavo. Mi imamo situacijo v Sloveniji, da imamo relativno prenizko še produktivnost in dodano vrednost, hkrati se pa gospodarstvo ohlaja. Že so tu informacije, da bo investicij manj. Kaj svetujete podjetjem? Kako naj, sami ste strokovnjaki, kako naj povečajo produktivnost oziroma dodano vrednost in kaj zelo na kratko svetujete, da bi tukaj lahko tudi država naredila oziroma vlada s kakšnim ukrepom? Pa če gremo kar mogoče od Mateja. Zanimivo vprašanje. To so samo 2 stavka. Ja, tukaj za državo težko rečem, nisem specialist. Jaz se bom navezal to, kar je Sabina rekla. Kakšen stavek več. Mene je vedno presenečeno na teh okroglih mizah, se srečam z drugimi podjetji, iz drugih branž, pa vidim, da so izzivi pa to čisto isti, pa tudi pristopi, pa rešitve zelo smerne. A ne? Ampak ena zadeva, bom na okolo odgovoril, kar je vidim je podobna. Delo in vse se je začelo res fragmentirati, vedno bolj dinamično je. A ne? Isto. Gradbinci, softveraši. A ne? In vsi skozi več delamo, pa skozi manj imamo od tega. A ne? Če se navežem nazaj na vprašanje. Zdaj, zame prvi korak je, da veš, kaj sploh delaš in kaj iz tega ven prišlo. A ne? In tako, kot je to narekel, skoraj na delovni nalog, natančno. A ne? In pač moj nasvet je, imeti pogled v to. A ne? Mi ga prek tega beleženja tudi dobivamo. A ne? In postajamo bolj pametni in spreminjamo procese in spreminjamo pristope. Tako da vedeti, kaj točno delaš in kaj je bil izplen iz tega. To mislimo, da vemo, pa dostikrat ne vemo. Sabina? Jaz se strinjam popolnoma s tabo. Mogoče bi samo dodala, ko je prej Tone povedal, ja, mi imamo evidenco delovnega časa. Jaz sem bolj mislila in tudi se bo odgovor na to,
da glede na to, da imamo toliko ljudi zaposlenih v proizvodnji, toliko različnih faz delajo, informacije dobivamo z zakasnitvijo. Se pravi, ta digitalizacija dejansko je namenjena temu, da v točnem trenutku, kadarkoli lahko jaz kot odgovorna oseba, delovodje, vodje dobijo prave in ključne podatke. To je, koliko je bilo narejeno, v kakšnem času, kaj je še potrebno narediti, zato ker mi dejansko prihaja kriza, čeprav moram povedati, mi na našem področju je še ne čutimo, ker imamo še ogromno dela, tako da tudi mogoče ta zadeva je malo napihnjena, kar se nas tiče. Je treba res biti zelo odziven, ne se bat, se pravi tudi, ko kriza pride, ne se bat, treba se je prilagajati kupcem, to treba vedno vedeti, ker če ti ne boš oziroma mi ne bomo tisti, ki bomo zagrabili določene spremembe oziroma izzive, potem se bo sigurno na trgu našel nekdo drug, ki bo pa to isto zadevo naredil, poskusil narediti, zato to je pomembno, da se ne bat novitet, ne bat izzivov, spremljati informacije, delovni čas in poskrbeti za to, da te ključne informacije dobite kadarkoli sproti, se pravi z nobenim zamikom. Ker sami veste, če dajete določene ponudbe, mi na primer smo prisotni v različnih hotelskih verigah, ne glede na to, da smo že hišni dobavitelj Motel One, Motel One gradijo različni investitorji in vsakemu moramo dati svojo ponudbo. Se pravi, za mene je ključno, ko dajem ponudbo, da takrat, ko pride povpraševanje, ko je ponudba pripravljena, da jaz preverim v tistem ključnem trenutku, kako so bili projekti do sedaj in to ne, da rabim za to mogoče pol ure ali 1 uro ali 1 dan, ampak v tisti minuti, ko moram dati, ko je čas zelo pomemben, da imam prave informacije, da se lahko odločim, kaj narediti, ali iti nasproti kupcu, ali zagovarjati našo ponudbo, ker to ne nazadnje te tudi utrdi pa drži položaj na trgu. Hvala, Štefan. Ja, pravilo je, da moraš šparati, ko imaš denar, ko več nimaš denarja, nimaš kaj šparati, ne? In tudi danes, tudi kar se tiče novih izdelkov, kar se tiče obračuna samega pri sebi, treba zdaj delati in seveda zdaj se pripraviti na stvari, ki seveda neminovno bodo prišle, ampak ena branža več, ena manj. Recimo, kar se tiče avtomatizacije, racionalizacije, to je zdaj delo, ker to tudi z nekaj stane in seveda zdaj smo še toliko bogati, da lahko to financiramo. Seveda naša izkušnja pa je, da v 2008, ko je prišla kriza, so vsa zahodna podjetja ogromno vlagali v razvoj, nove artikle, stare pustili ob strani, edino tak je lahko še nekaj prodal, nekaj novosti prodal, pozabil pa na stare. Pripravimo se z novimi artiklami, z novimi tehnologijami, z digitalizacijo, z racionalizacijo, moram pa biti tudi pripravljen na zniževanje cene, ker tudi cena bo, denarja lahko toliko vzameš, koliko ga nekdo ima, ne pa koliko bi ti rabo. Hvala. To je zelo kratko vprašanje. Omenil si na začetku, kako bo šel razvoj naprej, da bomo prišli v sobo, pa se nam bo sama vrata odprla, ne? Če bomo prijavljeni. Ne? Ampak kaj bo večja revolucija? To, da se nam bodo na dogodkih ali pa v delovno mesto samo odpirala vrata, ali to, da bodo mogoče v prihodnosti delavci vsak dan dobili na svoj mobilni telefon zelo transparentno, koliko so zaslužili. A je ta transparentnost digitalna večji ali bo tehnologija večji dosežek? Ja, mogoče na hitro to odgovorim, ker imam še kakšno zrno za dodati. Mislim, da pravzaprav je ključen drive človeka v bistvu avtonomija, sposobnost, da lahko sam upravljaš svojim časom. In mislim, da to, da smo prišli na telefone, da imajo delavci možnost, da pogledajo, kdaj imajo jutri ših, kako so razporejeni, kdaj bo šli na dopust, da vidijo to zadevo, da niso pravzaprav zaprti, kar se informacij tiče, se mi zdi velika sprememba. Tako da se nam bojo vrata sama odpirala, to bo prišlo neminovno, ne?
Jaz sem hotel še nekaj povedati na to temo, ta prvo, ki si odprl. Nas čaka kot državo vsaj 3 reforme in za te reforme bo nekje treba vzeti denar. Ne. To je gospod Štefan lepo rekel. Ne. Zdaj, smo že v glavnem vsega razporedili. Ne. Jaz mislim, da nič ne vidimo, da moramo pokojninsko, zdravstveno, ekološko reformo narediti in da za ta del pravzaprav denarja ne bo, če ne bomo v bistvu produktivnost izboljšali tako, da bo v bistvu lahko ta denar, ki bo pobran od podjetnikov, dober razporejen. Mogoče samo omenim, prej sem ta Blue Ocean omenil, Sabina je lepo omenila M1. Jaz ne vem, če veste, ampak to je za zahodnjake revolucionarni pristop k delu, kako hotele naredijo. Ne? Te hotele v bistvu zdaj sestavljajo kot Lego kocke. Sploh ni več gradbišče, ampak prepeljejo dobavitelji kar cele sobe, cele kopalnice in to zložijo. In to je revolucija na zahodu, ne? O kateri pišejo knjige. Pri nas pa to v Sabini je to klasika, ki jo pravzaprav že nekaj časa pele. In pogosto slovenski dobavitelji so razvojni dobavitelji v bistvu zahodnih tovarn, avtomobilskih, gradbenih in to je velika moč. Ne boste verjeli, ampak včasih veliki sistemi razpadajo tudi zaradi tega, ker od znotraj dobavitelji ratajo močnejši. Avtomobile boste jutri izbirali ali bo iPhone, ali bo Apple, ali bo Android. Boste zbirali kolesa, ali je Shimano ta, ali je drug, ali tretji, sploh ne, kjera brand je kolesa. Ne. Verjetno bo Slovenci kot dobavitelji recimo izpušnih sistemov, ne, a veste, motor izberete, a ima Krapoviča gor ali ga nima. Ne. Tako da v bistvu je ta poddobaviteljska moč narašča. Predvsem pa narašča tudi zaradi te subjektivnosti. Se pravi, vidimo, da internet je razdrobil naročila. Če ste nekoč iz listce, če so poslali celo, bi rekel, celo paleto istih modelov, zdaj morajo skomisionirati za posamezna naročila v Nemčiji, ki so po 1-2 kosa in zložiti to logistično je brez digitalne transformacije nemogoče. Tako da imajo, bi rekel, v skladišču slušalke, mikrofon in jih računalnik vod do ta prave police, do ta pravih modelov, ta prave velikosti, ta pravega dezena. To je s papirjem nemogoče. Ne? Tako da v bistvu je tle velika revolucija pred nami. Mogoče sam še omenam Telekom, pač zato, ker je to sveže. Ne? Zdaj je na Telekomu prišel gor nov direktor. Nič se ven nameče. To je meni velik uspeh. Zakaj? Bom pa jaz povedal, kaj je on naredil. On je vpeljal v Telekom sistem, ki so ga poimenovali Workforce Management. Oni so imeli 500 zaposlenih na servisu, imenovali so jih tičke. Saj veste, Telekom je imel tak simpatičen tiček včasih in oni so imeli majhne avtomobilčke in so šli vsak dan servisirati. Te fantje so prišli, in punce verjetno kakšna, so prišli zjutraj v firmo, v Telekom, po delovni nalog, spili kavico, šli po avto in v bistvu je šla ura pa pol zjutraj, preden so štartali do prve stranke. Potem so nazaj prinesli te papirje, ki jih je en unesel čez en teden, vrnili avto, popili kavico, je šla spet 1 ura pa pol. Od 8 ur so šle 3 ure. Seljak je vpeljal sistem Workforce Management, seveda je v zadnji špico uporabil. Fantje zdaj dobijo po telefonu, po noč delovne naloge na telefon, na ročen terminal. Dobijo servisne elemente v avto, ki je pred hišo parkiran in štartaj takoj na ta prvega kupca in če vi v dnevu se javite Telekomu, vas bo že ta serviser najdu po ruti, ki je splanirana, tako da v bistvu so, če sam štejete 3 ure od 8, kakšna je to velika prednost. Tako da jaz držim za Seljaka, da bo 10 let gor. Se veste, firme, ki 10 let zdržijo, so res dobre. Krka, Petrol, žal je, bi rekel, bila sprememba, ampak to so res firme, ki so pripravljene potem tudi kupiti kakšno firmo ven, ker v Sloveniji imamo ta problem, da nas veliko kupujemo in mi pa nismo sposobni ven kupiti. Čim en reče, da bo hrvaški, ne vem, Ino kupil, pa ga pred, bi rekel, porine eno vodo. Tako da, kdo pa bo, če ne mi, ne? Kdaj pa bomo, če ne zdaj, a ne? Najlepša hvala. Hvala vsem sogovornikom za res prijetno diskusijo, koristne nasvete. Vesna, ali imamo kakšno časa mogoče za kakšno vprašanje še, ali je konec? Mogoče kasneje na kavici, po elektronski pošti, po telefonu, skratka te opcije vedno obstajajo. Hvala lepa, dragi gostje, hvala lepa, Goran, za tole zanimivo okroglo mizo. Torej, recept za krizo,
dragi obiskovalci, je očitno ne več, ampak pametneje in bolj digitalno. In glede na to, da se nam že bliža konec leta in da verjetno že delate kakšne novoletne sklepe, naj današnje srečanje zaključim z enim mojim pobožnim sklepom, namreč, da bi slovenska pridnost postala produktivnost. Hvala lepa, lepo se imejte.